Ja. En lep pozdravček vsem na brezplačnem Zoomu Nove možnosti v poslu. Zdaj, ta Zoom vam ne bo dal odgovorov, vam bo dal pa veliko vprašanj, s katerimi boste lahko posegli po teh novih možnostih. Tako da mogoče malo samo toliko za logistiko, kako bo ta Zoom potekel. Torej, naslovili bomo različne aspekte, ki vam mogoče, mislim, ki vam ne dopuščajo poseči po novih možnostih. Seveda ste pa tudi vabljeni vi, da s svojimi vprašanji sokreirate to srečanje, ta Zoom, in se lahko vključite tako pač, da si vključite mikrofonček in poveste, ali pa napišete tudi v klepet, ne morete govoriti, a ne. Tako da bom jaz med samim tem Zoomom spremljala pač vaše tudi klepet, pa bom naslovila vaše vprašanja oziroma komentarje. Drugače pa tako bi vas pa prosila, če je možno, no, da pač, če imate kako glasno ozadje, da pač imate izklopljen mikrofon, tako da bomo imeli tudi lep posnetek pol, da boste lahko tudi pol poslušali, a ne. Morate vedeti, da vas je tako nekaj manj kot 300 vas je prijavljenih, tako da zato tudi prosim, no, tako da, ja, da pač upoštevate to, a ne. Drugače pa, ja, torej najprej za vse tiste, ki mogoče se prvič srečujete z Access Consciousnessom, ker zdaj smo tako, promocijo smo naredili na vseh koncih in krajih in tako, da nas spravi mogoče malo na skupni imenovalec, a ne. Torej, Access Consciousness za vas nima odgovorov, a ne, ne bomo rekli, nova možnost je to, nova možnost je to, ampak vam bomo dali vprašanja, s katerimi boste posegli po novih možnostih. In sicer morate vedeti, da vedno, ko si zastavimo vprašanje, nas to opolnomoči. Torej, ko zastavimo vprašanje, posežemo po vsemu zavedanju, ki je na voljo za nas. A ne, medtem ko če imamo neke sodbe, neke odgovore, neke zaključke, v naše zavedanje ne more priti nič drugega, kar ne ustreza tem sodbam, izračunom, zaključkom, odgovorom, ki smo jih že naredili, glede česarkoli, torej v tem primeru, v tem današnjem primeru, ki smo jih naredili že glede posla, glede tega, kaj je mogoče, kaj ni mogoče, kaj mi lahko, kaj mi ne moremo, kaj zmoremo, česa ne zmoremo in tako naprej. In vse, kar je to zdaj že prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti? Right or wrong, Gutenberg, Podenpok, Online Shorts, Boys and Beyonds. Tako še, dobro, še za vse tiste, ki prvič zdaj slišite to bla, 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 kaj pa zdaj rekla, ne, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, s katero dejansko uničimo neke sodbe, neke poglede, neke zaključke, neke odgovore, ki ste jih naredili z raznoraznimi, glede raznoraznih stvari. In torej jaz najprej vam zastavim vprašanje, oziroma lahko tudi vi sami sebi zastavite vprašanje in to vprašanje privzdigne kup enih pogledov, omejitev, sodb, ki smo jih lahko si naredili v tem življenju ali pa mogoče smo jih prinesli še iz kakega prejšnjega življenja in ta čistilna izjava to vrže ven iz obstoja. Bomo pa v tem mailu, ki bo sledil po tem Zoomu, bomo tudi dali noter to povezavo do čistilne izjave oziroma do te spletne strani, kjer je predstavljena ta čistilna izjava za vse tiste, ki jo prvič slišite, tako da si boste lahko tam več prebrali. Okej, no pa poglejmo najprej, preden se spustimo sploh v vprašanja, bi jaz vas prosila, če lahko vse te zgodbe, ki jih imate o tem, kaj se zdaj dogaja, kaj je mogoče, kaj ni mogoče, če ste voljni vse to razgraditi in uničiti. Wow, right or wrong, Gutenberg, Podenpok, Online Shorts, Boys and Beyonds. In eni boste zaznavali tako, ko recimo, ko vam zastavim neko vprašanje, koliko se privzdigne ful enega naboja, nekega energijskega naboja, ne, in ta čistilna izjava pol to razbistri. In včasih bom kako stvar večkrat ponovila, zato da pač odstranimo več tega naboja, ki imate v zvezi z določeno stvarjo. Torej, dajmo še enkrat, torej vse, kar ste se zdaj že odločili glede gospodarstva, glede tega, kaj boste lahko oziroma
kaj ne morete, vse posod, kjer ste se s svojimi pogledi, sodbami, nekimi odločitvami, izračuni že omejili svoje možnosti, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys in koliko od teh pogledov, teh sodb, teh nekih izračunov, zaključkov sploh ni niti vaših. Ali ste jih enostavno prevzeli od drugih, ker vsi sam govorijo, ja, poglej, gospodarstvo propadlo, gospodarstvo uničujejo in vse, kar je to, vse posod, kjer ste to že vzeli za svoje, medtem ko ni bilo vaše, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti in zavestno poslati, od koder je prišlo. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys and beyonds. Torej, morate vedeti, da 98% vseh naših pogledov, nekih občutkov, čustev, misli ni naših, ampak se zavedamo. Smo en tak velik spužji kvadratnik in sam srkamo. In tudi ti pogledi v poslu, ki jih imamo, večinoma niso naši. Torej, koliko teh pogledov, ki jih imate o poslu na splošno, ni vaših? Več kot 50%, več kot 80%, več kot 90%, več 100%. In vse, kar je to. Torej, vse, kjer ste pobrali poglede o poslu, kako mora to izgledati, kaj je posel, kaj ne smete delati v poslu, kdo morate biti v poslu, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. In zavestno poslati, od koder je prišlo. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, za vse tiste, ki prvič slišite, torej, komu to pripada, to vprašanje, torej, samo zastaviti si moramo vprašanje. Ne rabimo imeti odgovora, ni nam treba iskati pol odgovora, ampak sam, ko vprašamo, recimo, da imamo nek pogled, da se zalotite pri nekem pogledu glede posla, se samo vprašate, ok, komu to pripada? In potem, če se ta pogled spremeni, če se naenkrat ta naboj tega pogleda olajša, to pomeni, da to ni vaše, torej, da ste ga nekje po poti od nekoga prevzeli ali pa nekoga zaznali, mogoče kje prebrali in ste ga sam tako kupili, rečemo, ga kar vzamemo, nič nismo nikoli v vprašanju, to res, to ni res za nas. Torej, vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, kakšne definicije imate glede posla? Wow, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Vse se tako zraven malo tako jamram, pa malo wow, pa hao, pa to delam tako, ker je, ko zaznavam energije veliko, tako enkrat me ena gospa vprašala, če me kaj boli, ko tako jamram zraven. Ne boli, tako, jaz se malo hecam zraven, tako pač, zato, ker je res veliko naboja na določenih, ko zastavim kako vprašanje, veliko naboja pol na temo, Torej, vsaka definicija, ki jo imate glede česarkoli, je omejitev. Sama po sebi že definicija besede, definicija je omejitev. Torej, vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Koliko definicij posla ni vaših, ki jih imate zdaj trenutno? Koliko definicij, ki jih imate zdaj trenutno v poslu, ni vaših? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, kaj ste se odločili, da je posel? Da mora biti posel nekaj težkega, nekaj resnega. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, a ste se odločili, da je hobi, je lahko zabaven, posel pa mora biti težek, pa resen. In zato pač nočete imeti posla. Zavračate imeti posel. Bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Kaj, če bi se lahko tudi v poslu zabavali? Ste mogoče pomislili, da je na to možnost? In vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. In koliko sodb imate glede posla? Vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Samo malo, da tule.
Teja, se lahko mikrofon prosim sklopiš? Torej, koliko sodb imate glede posla? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. In koliko sodb sebe imate glede posla? Wow, tu je šele veliko naboja. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Torej, koliko sodb sebe imate glede posla? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Kakšne pomene ste pripisali poslu? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Torej, ker tudi vsak pomen, ki ga pripišemo nečemu, ali pa če naredimo neko stvar pomembno, če imamo neko obliko, strukturo glede nečesa, dejansko tam ful težko karkoli spremenimo. Stvari niso gnetljive, niso spremenljive. Zato, če vse te pomene odstranimo, obliko, strukturo, potem postanejo spet stvari gnetljive, spremenljive, lahko spremenimo tam nekaj, a ne. Torej, vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Torej, kaj vam pomeni posel? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Kaj vam pomeni posel? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. In kaj vi pomenite poslu? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Torej, kaj vi pomenite poslu? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. In vse posod, kjer ste zazrti v to resničnost, torej ta resničnost je nek povprečen, navaden način, na katerega ljudje počnejo tukaj stvari, kar vam preprečuje videti možnosti onkraj te resničnosti, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. In torej vse posod, kjer se skušate vrniti nazaj v staro, namesto da bi gledali, okej, kaj lahko tukaj naprej kreiramo, kaj prihodnost potrebuje, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Ker če dobro pogledate, a ne, če gremo izven teh sodb, ki jih imamo, pa nekih zgodbic, ki si jih zdaj pripovedujemo, vsem tem, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, dejansko vidite, da pa vznika neka drugačna energija, neke drugačne, kako bi rekla, povezave med ljudmi, neke nove storitve. In koliko lahko vi pravzaprav prispevate h kreaciji tega novega, kar dejansko vznika zdaj. Kar mogoče se je že nekaj nazaj, pač pred časom že začelo, ampak zdaj pa to začelo tako, kako bi rekla, se pojavljati, a ne. In vse, kar vam ne dopušča, da dejansko, da se začnete zavedati vseh teh novih možnosti, ki jih prinaša ta čas, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. Zdaj imam tule en super čistilni proces, ki pravzaprav nam omogoči, da gremo ven iz tega, kjer jemljemo dejansko ta COVID oziroma to korona situacijo, kjer jemljemo kot nek, kako bi rekla, kako se temu že reče, posttravmatski stresno motnjo, a ne, ker to jemljemo kot nekaj, da vzbuja v nas stres, a ne, oziroma travmo. Tale proces vas ven potegne in vam tako ga tudi priporočam, da si ga mogoče izpišete pa si ga ponavljate. Torej, kakšne džele uporabljate, da ustvarjate prevlado EMC kvadrat vsega tega kot neprekinjeni stimulant za PTSM namesto kot vir in zavedanje možnosti prihodnosti, onkraj te resničnosti ter možnosti kot prihodnost in za prihodnost, kar izbirate. Ali boste vse to, prosim, uničili in razgradili krat gaziljon? Right and wrong, utemelj poran pokolne, shorts, boys and beyonds. In je veliko tukaj, a ne, naboja in tudi mogoče za tiste, ki prvič slišite džejli, kaj so to džejli, kaj je to EMC kvadrat, samo toliko, da vam razložim na hitro. Torej, džejli, to so akronim za judgments, agendas, inventions, lies,
Torej, to so, oziroma če bi prevedli jail v slovenščino, pomeni to ječa. To so sodbe, agende, laži, invencije, ki jih uporabljamo, da se ujamemo na nek način. In E je MC kvadrat, E je evil, torej zlo, ki je po access consciousnessu, iz katerega so danes pač ta orodja, ki vam jih predstavljam, je po access consciousnessu je zlo proti zavedanje in nezavedanje, iz katerih delujemo. In to je enako M krat C kvadrat, M je mediocrity, torej neka povprečnost, kjer skušamo vse narediti na enak način, kot delajo drugi in pričakujemo podobne rezultate. C je pa corruption, torej korupcija, kjer dejansko imamo pogled, da se mora s časoma vse poslabšati, ali je to naš posel, naše telo, naš odnos, karkoli. To je EMC kvadrat. Torej, kakšne jaile uporabljate, da ustvarjate prevlado EMC kvadrat vsega tega kot neprekinjeni stimulant za PTSM namesto kot vir in zavedanje možnosti prihodnosti, onkraj te resničnosti ter možnosti kot prihodnost in za prihodnost, kar izbirate. Ali boste vse to, prosim, uničili in razgradili krat gozilijon? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts. Boj se bi vam zdajmo še tole ene parkrat. Torej, kakšne jaile uporabljate, da ustvarjate prevlado EMC kvadrat vsega tega kot neprekinjeni stimulant za PTSM namesto kot vir in zavedanje možnosti prihodnosti, onkraj te resničnosti ter možnosti kot prihodnost in za prihodnost, kar izbirate. Ali boste vse to, prosim, uničili in razgradili krat gozilijon? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts. Boys and beyonds. Pa še enkrat. Kakšne jaile uporabljate, da ustvarjate prevlado EMC kvadrat vsega tega kot neprekinjeni stimulant za PTSM namesto kot vir in zavedanje možnosti prihodnosti, onkraj te resničnosti ter možnosti kot prihodnost in za prihodnost, kar izbirate. Ali boste vse to, prosim, krat gozilijon razgradili in uničili? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts. Boys and beyonds. Ja, pol pa še naslednja stvar. Torej, tisti, ki imate posel, kakšne kostume, karakterje, vloge in prispevke ste si nadeli, kar vam preprečuje dejansko zdaj spremeniti karkoli. Ali v svojem poslu, kot posel, oziroma ustvariti nove posle. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se tokrat gozilijon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys, ker si nadenemo določene karakterje, neke kostume, neke vloge, in to nas pol omejuje, da bi lahko izbrali karkoli drugačnega. Oziroma, da zdaj razširimo pravzaprav to na tudi tiste, ki mogoče nimate posla, ampak če ste živi, ste v poslu, torej vse karakterje, vloge, kostume, prispevke, ki ste si jih nadeli v svojem življenju, ki vam preprečujejo, da bi začeli s poslom, da bi začeli kreirati tokove prihodkov, bi bili pripravljeni vse tokrat gozilijon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys. Mogoče kdo reče, jaz sem sam gospodinja, jaz pač ne vem, jaz ne znam, nimam pojma, kako se naj lotim posla, ali pa karkoli je to za vas, ampak to, če si to rečemo, to je neka vloga, to je nek kostum, nek karakter, to nam preprečuje dejansko videti, kaj vse lahko skreiramo, kaj vse lahko izberemo. Torej, vse, kar je to, vse, kot kar ste se opredelili, vse definicije sebe, ki jih imate, ki ste jih pravzaprav naredili na podlagi tega, kar so vam drugi govorili o vas, bi bili pripravljeni vse tokrat gozilijon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Ja, bom ta čistilni izrek, ki sem ga prej govorila, bomo dali tudi v ta e-mail, ki ga bomo poslali pol po današnjem srečanju. Torej, koliko enih zgodbic si pripovedujete o samih sebi, ki vam preprečujejo dostopati do vaših talentov, vaših zmožnosti, vaših kapacitet, s katerimi bi lahko ustvarili veliko denarja? Wow, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse tokrat gozilijon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, vsak od nas, vsak od vas ima neke zmožnosti, neke talente, neke kapacitete, ki so lastni vam. In ki pravzaprav jih delate s tako lahkoto, da v tem niti ne vidite nobene vrednosti. Če bi v tem videli vrednost, bi lahko s tem skreirali veliko denarja. In to na tak lahkoten način.
Ne bi se vam treba bilo matrati. Ampak bi vsak dan bi to delali, pa se bi vam zdelo tako, uživali bi zraven, pa še kreirali denar. Kako bi bilo to? A je komu to všeč? Ali si radi delate samo tisto, kar sovražite? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong with the map, shorts boys. In to je eno vprašanje, ki si ga zastavljate. Torej, kateri so tisti moji talenti in kapacitete oziroma zmožnosti, kakorkoli vi to imenujete, v katerih sploh ne vidim dobene vrednosti, če bi v tem videl oziroma videla vrednost, lahko s tem ustvarila veliko denarja. In boste začeli dostopati do teh kapacitet. In torej vse posod, kjer si tudi ne dopuščate, da bi začeli kreirati denar na lahkoten način. Torej, lahkoten je, da delate nekaj, kar je vam lastno. Kar delate itak že verjetno vsak dan, ampak v tem ne vidite dobene vrednosti, zato ker to s tako lahkoto delate. Torej, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong with the map, shorts boys. In vse posod, kjer ste kupili idejo o tem, da se morate matrati za to, ali v poslu, da se morate matrati, ali morate se matrati za to, da ustvarite denar, ali pa da morate delati nekaj težkega, nekaj, pri čem zlorabljate svoje telo, nekaj, kar dejansko sovražite, ker ste to videli pri drugih in ste kupili to idejo, da je pač tako je, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kregoziljon. Right or wrong with the map, shorts, boys and beyond. Vse posod, kjer ste to naredili za svojo resnico, medtem ko ni vaša resnica, bi bili pripravljeni vse to kregoziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong with the map, shorts, boys and beyond. Torej, za tiste, ki imate posle, kaj še mogoče? Recimo, imate posel, ki mogoče zdaj v tej situaciji ne deluje več, ali pa ne more več tako delovati, kot je prej deloval. Kaj še mogoče? Kaj še mogoče tukaj, na kar še sploh nisem niti pomislil? Kaj še mogoče je v tem poslu, kar jaz mislim, da ni mogoče? Če bi dopustil možnosti za to, bi to aktualiziralo drugačno resničnost. To so vsa vprašanja, ki vam bodo dala neke nova zavedanja, neke nove ideje in namen teh vprašanj ni, da iščete pol odgovore, ampak res, da se samo vprašate in pol pustite, da pride to zavedanje, odgovor v obliki zavedanja. Kaj še mogoče? Vsak dan se lahko vprašate, okej, koliko novih tokov prihodkov lahko danes ustvarim? V končni fazi, tudi če nimate posla, koliko novih tokov prihodkov lahko danes ustvarite? In vse posod, kjer greste pol v iskanje odgovorov, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong with the map, shorts boys. In če se boste to vsak dan vprašali, boste dobivali zavedanje, iz tega lahko naredim en tok prihodkov, pa iz tega, pa iz tega, pa iz tega. Pa vse posod, kjer ste se odločili, da morate imeti samo en tok prihodkov, oziroma da si dovolite imeti samo en tok prihodkov, namesto da bi imeli 100 različnih tokov prihodkov, bi bili pripravljeni vse to kregoziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong with the map, shorts, boys and beyond. Vse posod, kjer si dovolite imeti samo en tok prihodkov zato, da to lahko kontrolirate oziroma mislite, da to lahko kontrolirate, namesto da bi imeli toliko tokov prihodkov, da jih sploh ne bi mogli več kontrolirati, toliko denarja, da sploh ne bi mogli več ga kontrolirati, ne bi mogli vsega več prešteti, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kregoziljon. Right or wrong with the map, shorts, boys and beyond. Koliko dejansko s tem, ko imate ali malo denarja, ali nič denarja, ali premalo denarja, koliko dejansko kontrolirate sami sebe, koliko kontrolirate svoje življenje, oziroma ga skušate kontrolirati na tak način. Koliko izven kontrole bi morali biti, da dejansko bi imeli več denarja, kot ga sploh lahko preštejete. In vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kregoziljon. Right or wrong with the map, shorts, boys. In izven kontrole pomeni, da vas ne kontrolirajo pogledi drugih ljudi. Torej, vse posod, kjer dopuščate, da vas kontrolirajo pogledi drugih ljudi, če drugi pravijo, zdaj težko, in kupite to in dejansko si pol kreirate, da je težko. Kaj pa, če bi vi zdaj v tem času skreirali posel,
in bi vam šlo ful dobro. Poznam jaz veliko ljudi, ki imajo pravzaprav, jim zdaj gre, pravzaprav imajo najboljše biznise zdaj. Lansko leto poslovno je bilo najboljše in tako naprej. Tudi meni recimo letos tako prav buma, ne, dejansko sem že na polovici tega, kar sem predlani ustvarila. V celem letu. Tako da, če bo šlo tako naprej, bom podvojila to. Tako da, koliko je lahko še boljše kot to? In to je tudi eno vprašanje, ki si ga lahko zastavljate za vsakič, ko kaj prodate, ko nič ne prodate. Kako lahko boljše kot to? Ne, da greste, šit, ne, spet nisem nič prodala, spet nisem prodala. Ok, kako lahko boljše kot to? Za tiste, ki mogoče prvič slišite to vprašanje. Sam, če se boste to spraševali, lahko povečate na ta način svoje prihodke, ampak naj vas res zanima, kako lahko boljše kot to. Ne, če nič ne, mislim tako, naša navada, običajno tako počnemo, ne, da če nič ne prodamo, rečemo šit, ne, pa gremo v neke skrbi, pa neke scenarije, kaj se bo zdaj zgodilo, ker ne bomo mogli plačati onega pa tretjega, namesto da bi rekli, ok, kako lahko boljše kot to. In ko zastavimo tako vprašanje, damo vesolju nalogo, da nam prinese nekaj boljšega, oziroma dobimo mi zavedanje, koliko lahko so boljše stvari. Če pa rečemo, koliko je lahko še slabše kot to, vse slabše kot to ne more biti, dejansko reče vesolje, veš, da je lahko, še slabše lahko. Tako da, poglejte tudi, po čem sprašujete. Če boste skozi spraševali tudi za celotno to situacijo, kako lahko boljše kot to, se bojo začele stvari vam kazati, kako je lahko boljše. Tudi, če pogledate tako, recimo, lahko ste zdaj verjetno, mislim, predvidevam, ker vas je toliko res velika, da ste v različnih situacijah. Torej, koliko vas je zdaj, ali mogoče se vam je sprostil nek čas, da lahko počnete nekaj, kar za prej nikoli ni bilo časa in lahko iz tega naredite toliko prihodkov. Koliko vas je pravzaprav uživa, da ste lahko, recimo, da pač ne delate zdaj v biznisu, ker pač ne gre, ali pa ne vem, ali je služba, ste mogli službo, ne vem, zaključiti. Koliko pravzaprav, če ste res ranljivi s sabo, če ste res iskreni sami s sabo, koliko vam je pravzaprav to všeč in ste to nekje že potem spraševali? In vse, kar vam tega ne dopušča, dejansko vedeti, zaznati, prejeti in si tudi priznati, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti, right or wrong, gute me poram pa Colin Shorts Boys. In se je zdaj čas za tisto novo, tisto, po čemer ste res, mislim, kjer ste nekje globoko v sebi si skozi želeli. To je tudi čas, ki pravzaprav nas sili zelo k taki eni introspekciji, torej da pogledamo res v sebe, kaj si res resnično želimo. Prej smo kar šli, tako, ko na unem hrčkovem koleščku, kar gremo, delamo. Zdaj pa je tudi nas pač ta čas sili, da se ustavimo in da pogledamo, tudi svoje življenje, kaj deluje, kaj ne deluje. In eno vprašanje, ki vam bo tudi omogočilo dejansko videti, kaj prav tukaj, torej, da rečete, ok, kaj prav tukaj, pa tega ne dojemam. Kaj je darilo tukaj? Pa še ena stvar, kakšne so možnosti tukaj? Ker vsaka stvar prinaša možnosti. Samo moramo vprašati po možnostih. Če rečemo, to je samo šit, ali pa pogledamo neko stvar kot problem, pa bomo videli same probleme. Če pa rečemo, ok, kakšne možnosti so zdaj tukaj, kakšno darilo je tukaj, ali pa kaj prav tukaj, pa tega ne dojemamo, bomo dobili to. Tisto, po čemer sprašujemo. To bomo dobili. In kaj se mi se reče, pa še ena stvar, meni je to vprašanje ful super všeč, kako lahko to uporabim v svoj prid. Kaj, če lahko celotno to situacijo, kar se zdaj dogaja, uporabimo v svoj prid? In če boste vprašali, kako uporabim to v svoj prid, boste dobili zavedanje, kako to uporabite v svoj prid. Karkoli se zdaj dogaja v vašem življenju, kako to lahko uporabite v svoj prid.
In vse neke sodbe, ki jih imate v zvezi s tem, ja, koliko zdaj to, ne vem, grozne stvari se dogajajo, pa ne vem kaj, koliko naj za to prid svoj uporabim, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Dejansko vsako stvar v svojem življenju, karkoli je, jo lahko uporabite v svoj prid. Samo morate vprašati, kako lahko uporabim to v svoj prid. Pol naslednja stvar, zdaj mi pa z glave padla, ok, pa gremo pa na še naslednji, ona pa naj pride nazaj, če je relevantna. Torej, tisti, ki nimate posla, ali pa kakorkoli, nimate posla, imate posel, zapirate obstoječi posel, iščete nove neke ideje, se lahko vprašate, ok, kaj bi bilo zabavno, oziroma kaj bi bilo zabavno, ne, podem pok to, torej, kaj bi se rado skreirali skozi mene? To je meni tudi eno tako ful dobro vprašanje, ker se želijo stvari skreirati skozi vas. In vse posod tudi, kjer greste pol, recimo dobite neko idejo, pa rečete, ja, sam toliko že teh, ne vem, toliko je konkurence, toliko že tega, toliko ljudi že to počne, in si pravzaprav sami sebe ubijete, svoje lastne možnosti na ta način ubijete, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Morate vedeti, da vsak od vas je edinstven. Vsak od vas ima edinstven energijski odtis. Vsak od vas ima edinstvene talente, zmožnosti, kapacitete oziroma neko mešanico vsega tega. Ni vam para na tem planetu. In tudi ta storitev, ki jo boste vi dali ven, to, kar boste vi skreirali, bo to edinstveno. In vse, kar vam tega ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Aha, evo, zdaj pa prišla una stvar nazaj, ko mi je prej ven iz glave padla. Torej, vse identitete, ki ste si jih nadeli, vse identitete, vse laži, vse sodbe, neke misli, občutki, čustva, ki jih imate glede samih sebe, ki vam preprečujejo, da dejansko bi bili kot en kameleon, da bi se z lahkoto spreminjali in šli iz posla v posel, iz posla v posel, spreminjali svoj posel, ga gnetli, da bi bilo vse gnetljivo, spremenljivo, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Torej, če ste videli to, ko smo imeli to grafiko, je bil en kameleon, je bil tako gor, ne, in to je pač, meni to simbolizira pravzaprav to, tudi v poslu, vse posod, kjer se niste v poslu pripravljeni spreminjati, ali pa na splošno v življenju, kjer se niste pripravljeni spreminjati, ampak se oklepate nekih pogledov v sebi, nekih sodb, nekih misli, občutkov, nekih fiksnih resničnosti, nekih fiksnih oblik, struktur, kar vam ne dopušča, da bi izbrali nekaj drugačnega. Bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Vse posod, kjer tudi mislite, da če ste eno stvar izbrali v življenju, da se morate toliko pijanc plota oklepati do konca življenja, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Pa vse posod, kjer so vas že morda obsojali, ja, ti vedno nekaj spreminjaš, ti si kot en kameleon, ti nikoli ne zdržiš pri eni stvari. Vse, kar ste se na podlagi tega že odločili o sebi, o svoji zmožnosti, torej kreiranja posla, denarnih tokov, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokol, ne, shorts, boys and beyonds. In morate vedeti, da dejansko pač humanoidi so taki, torej za vse tiste, ki pač ne veste, pač to humanoidi pa ljudje, bom to pač povedala, to na hitro to razlikovanje, ki ga pač ima Access. Torej, humanoidi so tisti, ki radi kreirajo, radi spreminjajo stvari, imajo veliko kreativnih kapacitet, veliko kreativne te energije, in običajno tudi humanoidi hodijo na takšne seminarje, ker jih zanima, kaj še je mogoče, ker jih zanima, da bi se, kako bi rekla, ekspandirali in sebe in svoje življenje, pa tudi
humanoidi običajno, vedno, kadar se kaj zgodi, grejo sodbo sebe in rečejo, kaj narobe z mano, ali pa kaj narobe z mano, da jaz tega ne morem spremeniti. To so humanoidi. Ljudje so pa tisti, ki vedno obsojajo druge ljudi in skušajo vedno ohraniti enake stvari, vedno počnejo ene in iste stvari in ohraniti stvari enake in pričakujejo, da se nič ne bo spremenilo. In torej to so ljudje, humanoidi, torej če radi različne stvari preizkušate ali pa se lotite ene stvari, pa je pol opustite, to je pač značilno za humanoide. In tudi še ena stvar, pravzaprav izbirati moramo veliko stvari, da vidimo, kaj nam je všeč. Če nikoli nič ne izberemo, ne dobimo tega zavedanja. In koliko ste pravzaprav tudi razne stvari izbirali zato, da ste dobili neko zavedanje? Pa ste videli, mogoče do neke točke je bilo to za vas, pa ste pa rekli, ne, to ni več za mene, pa ste šli nekaj drugega. Vse posod, kjer se zaradi tega obsojate, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys, tudi vse posod, kjer se skušate definirati oziroma kot neka poslovna oseba, oziroma na kakršenkoli način, kjer se skušate definirati, kar vam pol ne dopušča, da bi se z lahkoto spreminjali, bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys and beyonds. Pa sem pa še eno stvar prej rekla, ko je taka, ko sam rekla sem, je bilo tako ful nekih sodb. Vse posod, ker si ne dovolite, da bi bilo vaše življenje zabavno, da bi se zabavali, da bi se tudi v poslu zabavali, da bi se zabavali pri kreiranju finančnih tokov prihodkov, bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys. In vse posod, ker je hobi, je zabaven, posel je pa, ne, zato pa držite svoje posle na ravni hobija, zato ker mislite, če bo pa to postal posel, pa ne bo več zabaven, bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys and beyonds. In kdaj in kje ste se odpovedali zabavi? Vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys. In bi bili voljni biti toliko čudni, toliko drugačni, da bi se v svojem življenju in poslu zabavali. Ali ne? Ali ste rajš taki resni, pa trdni, pa resnični, zato da ste enaki vsem drugim? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys and beyonds. Ja, samo življenje, vsako delo je lahko zabavno, seveda. Vse, kar vam ne dopušča tako, da si to izberete, da si skreirate takšno življenje, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys. Pa tudi vse posod, kjer niste voljni prejemati sodb, zato da se zabavate, zato da uživate v življenju, zato da imate lahkotno življenje, da na lahkoten način kreirate denar, da imate preveč denarja, da ga sploh niti ne morete več prešteti, bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys and beyonds. Ker če niste voljni vseh teh sodb prejemati, pol boste ostali taki, normalni, povprečni. In torej vse posod tudi, kjer niste voljni dejansko uporabiti teh sodb drugih ljudi, zato da vam pomagajo skreirati denar, bi bili pripravljeni vse to krat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pa napak, ne, shorts boys. Ker kako to deluje? Torej vsaka sodba, ki smo jo voljni prejeti brez pogleda, torej da nimamo, da se ne upiramo, ne reagiramo glede tega, dejansko to leto skreiramo cirka 5000 evrov več. Če pa nas nekdo sodi, pa se mi pa opravičujemo, pa zagovarjamo, pa reagiramo, pa odzivamo, to leto skreiramo cirka 10 000 evrov manj. Teda vsaka sodba, se zavedite to, ki ste jo voljni prejeti, torej brez pogleda, je sam cin na vašem bančnem računu. In vse posod, ker niste voljni uporabljati sodb drugih ljudi, ker niste voljni prejemati sodb drugih ljudi zato, da
pač dejansko kreirate več, bi bili pripravljeni se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa online shorts boys in vse posod, kjer se še vedno sodb izogibate tako kot ono največjega, ne vem, to je največji, kako bi rekla, najbolj grozen, kar je lahko, da te nekdo sodi in se zato pa zmanjšujete to, kar resnično ste, se delate povprečne, enake vsem drugim, prilegate v to resničnost, prilegate v svoje sredine, bi bili pripravljeni se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa online shorts boys and beyonds. Ja, evo, Nataša pravi, vse so samo informacije, kaj pa mi z njimi naredimo, je naša odločitev. Ja, in kaj je to pravzaprav prejemanje sodb? Prejemanje sodbe je samo, da spustite barijere, da samo znižate te energijske barijere, ki jih imate postavljene pred svetom oziroma zidove in samo spustite energijo tega noter in ven. In da nič ne zaustavljate. In rečete, ok, zanimivo. A ne, to je tudi eno super orodje, ki ga seveda lahko zelo, zelo, kako bi rekla, dobro uporabite tudi v poslu, da vse samo zanimiv pogled. Da vsaka pač stvar, ki jo govorijo drugi, ki vam prodaja neke poglede, ki delajo drugi, da vse samo zanimiv pogled. Oziroma, da vse, kar vi delate, vse, kar vi govorite, vse, kar vi mislite, da je vse to zanimiv pogled. In si rečete, da je zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Oziroma za sebe zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In dejansko to toliko časa ponavljate, dokler na koncu ne boste sploh vedeli, kaj je bil pogled. Oziroma boste izničili ta naboj, ki ga je imel ta pogled. Naboj, ki ga je imel ta pogled. In včasih je tako, ko pač ponavljamo to za določeno misel, občutek, nek pogled, neko sodbo, na koncu ostane neka energija in se samo lahko vprašate pol čisto na koncu. Če ostane neki, rečete, ok, komu to pripada. Ker običajno ta pogled prvenstveno sploh ni bil niti naš, ampak ker smo ga toliko časa živeli na podlagi tega, smo pol ga vzeli za svojega, smo ga naredili za svojega, ne. In ta zanimiv pogled, torej to orodje, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, oziroma zanimiv pogled, da ima takšen pogled, to, če bi to uporabljali za vsak svoj pogled, tudi glede posla, oziroma glede česarkoli, dejansko bi vam to omogočili, da dobite vse, kar si želite v svojem življenju, od sebe, od življenja. A veste, kaj je ključna beseda je bila tukaj? Uporabljati. Uporabljati moramo, a ne? To. Ne ono, ja, super, orodje, gremo po starem naprej, a ne? In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa online shorts, boys and beyonds. Vse posod, kjer se tudi niste voljni igrati v svojem življenju. Dejansko igrati tako, v poslu, s poslom, z vašimi idejami, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa online shorts, boys in vse sodbe, ki jih imate glede tega igre, kaj je to igranje, igra. Vse posod, kjer ste se temu odpovedali, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gazilijon. Right or wrong, good and bad, pa online shorts, boys in zdaj ste rekli to, zdaj pa moramo odrasti, zdaj moramo pa postati ko oni zateženi, ta stari, to pomeni, da si odrasel, a ne? Koliko ste bili stari? In vse, kar je to, torej vse, kar ste se takrat odločili, izračunali, zaključili, sodili, bi bili pripravljeni se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa online shorts, boys in ko so rekli, no, zdaj pa že odrasti, a ne? Ampak glih ta igra, da imamo ta občutek igre, te lahkotnosti, to je najlažja kreacija iz tega ven. Ne iz te resnosti, iz trdnosti, ampak igra. In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gazilijon. Right or wrong, good and bad, pa online shorts, boys in sploh še ena stvar, torej vse posod, kjer skušate te svoje ideje, ki jih imate, v glavi sperfekcionirati, torej imate neko idejo in potem skušate tako vsak detajl, v bistvu, kako bi rekla, da imate vse one, kako bi rekla, račke v vrsto postavljene, a ne,
pol pa nikoli ta ideja ne zaživi v fizični resničnosti. Torej, vse posod, kjer to počnete, to morate vedeti, da za humanoida, če vi vse v svoji glavi že opredelite, kako bo izgledal, vse detajle, je za humanoida ta ideja že zaključena. In zato ne pride pol do fizične aktualizacije. Torej, če imate idejo, za katero veste, da je zdaj čas, da jo začnete aktualizirati, ko imate idejo, samo začnite delati korake za aktualizacijo. Torej, kaj je prva stvar, ki jo lahko naredite? Ker morate vedeti, da vsaka vaša ideja se bo razvijala pola, se bo spreminjala. Nikoli ne bo tako, kot ste si vi čist na začetku mogoče zamislili. Ker boste videli sproti, ko boste začeli aktualizirati, to deluje, to ne deluje, to mora spremeniti, to mora biti drugače, tole mi je malo čuden, to za mene ne deluje, ali pa to za stranke ne deluje. In boste spreminjali. Zato je, ko imate idejo, samo začnite aktualizirati. Kaj je tista prva stvar, ki jo lahko naredite, da to aktualizirate? In vse, kar je to, torej vse, kar vam tudi ne dopušča, da začnete kar aktualizirati ideje. Torej, vse neke zgodbice, ki si jih tudi pripovedujete, s katerimi si preprečujete, da bi pač začeli aktualizirati svoje ideje, bi bili pripravljeni se torej zgraditi in uničiti kragoziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys and Beyonds. In kaj ste se vi odločili, da se mora zgoditi, kaj morate dobiti, kaj morate imeti, kaj morate narediti, popraviti, da boste lahko vi začeli s poslom. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to kragoziljon razgraditi in uničiti. To je en kup laži, ki si jih pripovedujete. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragoziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys and Beyonds. Očitno imate veliko nekih zgodbic in o tem, kaj se mora zgoditi, da vi lahko začnete s poslom. In čigave so te zgodbice? Kje ste nasedli temu kot svoji resnici? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys and Beyonds. Vse posod, ker mislite, da morate imeti, ne vem, določeno vsoto denarja, ali ne vem, kaj se mora zgoditi, mora nekdo z vami skupaj kreirati, ker čakate na druge, da bodo drugi z vami kreirali. Ta je tudi taka, ja. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragoziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys and Beyonds. Dejansko lahko začnete kreirati iz nič. Ja. Vse, kar je zdaj to za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys and Beyonds. Eno vprašanje, kaj lahko naredim danes, zato da se ta ideja aktualizira? Kakšno akcijo lahko naredim danes? Pa če boste vsak dan naredili pa eno akcijo, pa recimo nekateri pravijo, nimam časa. Tudi en tak super izgovor, nimam časa. Če boste vsak dan namenili 10 minut tej vaši novi ideji, pa 20 minut, če jih imate, bo s časoma se to aktualiziralo. Tako da vse posod, kjer si dajete kot omejitev denar, čas, druge ljudi, čakate druge, da bojo drugi vam sledili, oziroma karkoli drugega, bi bili pripravljeni tudi se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys and Beyonds. In ja, torej, tudi vse posod, kjer dejansko ne zaupate samim sebi, torej svojemu zavedanju tega, kaj potrebuje prihodnost, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kragoziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys. Vse posod, kjer čakate, da nekdo drug vas potrdi, da potrdi vašo idejo, pa reče, ja, to je v redu, to pije vodo. Vse posod, kjer mislite, da morate imeti 100 nekih poslovnih načrtov, nekih planov, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoj, Len Shorts, Boys. To je ta resničnost. Mi tukaj kreiramo na drugačen način, iz energijske osnove. Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti.
right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys and beyonds. In ja, danes je ta Zoom je tako, ne vem, bomo imeli 1 urco, imamo pa zdaj, imam en nov seminar Posel na drugačen način, ki bo 24. aprila se začne, do 28. aprila bomo imeli tako po 3 ure popoldan prek spleta, kjer bomo šli to v nulo, vse aspekte tega pregledati, da ste lepo vabljeni. Če bi kdo res rad tako več prejemal, imel več denarja, večji posel, pa dejansko pa še druga področja življenja se vam bo spremenila, tako da ste vabljeni. Ja, da vidimo malo še tale komentarje. Posel prinese denar, denar pa je zelo resna stvar, to ni bilo nikoli namenjeno igranju. Ja, tudi vsepovsod, kjer delate denar, zelo resna stvar. Torej, kjer so rekli, z denarjem se ne smeš igračkati. In zato pa vse posledično, vse, kar je povezano z denarjem, mora biti ful resno, bi bili pripravljeni vse tokrat gozilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys and beyonds. Vse posod, kjer ali niste voljni izgubiti denarja, niste voljni, kjer se oklepate denarja, ki ga imate, mislim, dejansko, če se česa oklepate, oziroma če niste voljni tega izgubiti, tega tudi resnično nimate, bi bili pripravljeni vse tokrat gozilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys and beyonds. Lahko resnično uživate v svojem denarju, če se ga oklepate. Ali pa če morate skozi paziti, da ga ne izgubite. Ne, in vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys and beyonds. Isto je z vsem, torej vse posod, ker niste voljni izgubiti posla, ker niste voljni izgubiti česarkoli v svojem življenju, to dejansko postane neka omejitev. Bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti krat gozilijon. Right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys and beyonds. Tudi prej sem mislila še nekaj omeniti, no, torej za vse tiste, ki imate posle, pa mogoče je zdaj tako, da ti posli ne delujejo več tako, kot pač so prej delovali, lahko se tudi vprašate, okej, a je smo zaključili s tem poslom, torej si ta posel me še vedno želi lastiti. To lahko zastavite vprašanje, ker namreč posel si nas lasti, ne lastimo si mi posla, torej mi gremo vsak dan pa delamo stvari za posel, plačujemo neke stroške za posel, a ne. In tukaj, če si boste zastavili vprašanje, torej si mi želi še vedno ta posel lastiti in bo tudi prisotna teža, to pomeni, da to ni za vas res, a ne, če je lahkotno, če bo lahkotno, če bo energija zavedanja lahkotna, je to ja, torej se še vedno želi vas lastiti posel, če pa teža, a ne, potem pa dejansko si ta posel vas ne želi več lastiti. In je pol zdaj ena stvar je, lahko ga zaprete, lahko ga prodate, odvisno pač v kakšne, lahko ga date nekomu drugemu za upravljanje, odvisno pač kakšen posel je to, a ne, tudi tukaj lahko z vprašanji pridete do tega zavedanja, kaj pravzaprav s tem poslom narediti. In vi se pa lahko lotite ustvarjanja nečesa drugačnega, oziroma nekega novega posla. Kaj je bilo potrebno, da imate 100 različnih poslov, a ne samo enega. In vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili, da dejansko kreirate nove posle, nove tokove prihodkov, da ste kreacijski stroj, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gozilijon. Right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys. In še ena stvar, torej vse posod, kjer imate tudi to, jaz ne morem vse sam. Ne morem, jaz sem samo ena, jaz sem samo eden. Torej, koliko bi mogli pravzaprav odpreti svoje prejemanje, koliko bi mogli biti bolj voljni prejemati, da bi lahko imeli 100 poslov različnih, ali pa 100 tokov prihodkov. Ja, in vse, kar vam tega ne dopušča, da dejansko toliko odprete svoje prejemanje, bi bili pripravljeni vse tokrat gozilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me pa pokoli, shorts, boys and beyonds. Prejemanje, tisto, ko vam kdo reče, a ti to naredim? Pa rečeš, ne, ni treba se lahko sama. Mislim, to ni prejemanje, to je zavračanje, a ne. Če pa rečeš, ja, prosim, a ne, pa ti lahko nekdo prispeva, ti lahko nekaj naredi za tebe. In je to hkrati prispevek tebi in darilo tudi tej osebi. Hkrati, to sočasnost podarjanja in prejemanja. Torej, vse posod, kjer delujete tudi iz tega programa, ko bi rekla, daj dam, torej, če jaz pač tebi nekaj naredim, moraš ti meni nazaj nekaj narediti, namesto da bi delovali iz tega sočasnosti podarjanja in prejemanja,
Bi bili pripravljeni vse tokrat Godzillion razgraditi in uničiti? Right or wrong, boste imeli prvo pokoljen Shorts, Boys and Beyonds. Saša pravi, v bistvu je strategija be do have. First you have to be the person, then you do what has to be done. Okay. Denar je samo orodje, moramo se zavedati, da že živimo v obilju, je kje kak link. Aha, za ta seminar bomo poslali pol link. Lahko pa mogoče, če kdo, ki je zdaj na moji spletni strani, pa ga lahko tudi prilepi noter v chat. Ja, torej, lahko začnete vaditi se v prejemanju. Torej, če vam nekdo reče, ali ti lahko kovček nesem, ali pa ti lahko turbo prestavim, ali pa če nekaj težkega iz trgovine nesete, pa vam nekdo ponudi, da vam nesem. Rečete, ne, se lahko sam, ustavite se, pa rečete, ja, prosim. In boste videli, kakšno veselje boste naredili tej osebi, ki vam je ponudila svojo pomoč, hkrati boste pa vi tudi, dejansko vam bo lažje, a ne? Vse posod tudi, kjer ste se naučili, da morate zavračati, torej, da morate zavračati, prejemati, zato da ne bo vam treba kaj nazaj vrnati, bi bili pripravljeni vse tokrat Godzillion razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli prvo pokoljen Shorts, Boys and koliko programov imate torej tega daj, dam, če jaz tebi to naredim, moraš ti, oziroma če ti meni to narediš, moram jaz pa tebi nazaj to narediti, kar vam ne dopušča resnično imeti tega sočasnosti, podarjanja in prejemanja. In koliko tega sploh ni niti vaše. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli prvo pokoljen Shorts, Boys and Beyonds. Kako pa prejemam od tega, ko nekdo non-stop hoče, da mu dajem predvsem energijsko? To ne razumem čist. Tukaj gre, mislim, zdaj jaz ne vem, tukaj pač Alenka, če se lahko oglasiš, da dobim jaz malo več informacij. Zdaj tukaj, ne vem, lahko se gre za to, da on pač bolj vleče energijo kot ti, a ne? Zato se ti zdi, da mu moraš skozi dajati. Ampak to, recimo ti energijski tokovi, a ne, to, recimo eni imenujejo to energijski kao vampiri, a ne, to so energijski tokovi, ki jih jemljemo na temeljih, oziroma jih bomo tudi, če bo pač potrebno, na tem seminarju posel na drugačen način, ampak drugače temelji, imamo tudi temelje drug teden, od 15. do 20. aprila, prek spleta, tako da tudi za vse tiste, ki še niste bili, je to tudi ena, kako bi rekla, priložnost, da razširite celo svoje življenje. In tukaj pač pri tem, recimo to, pač če jaz to zdaj prav dojemam, a ne, mislim, da imam premalo informacij, ampak dejansko, če se ti zdi, da moraš ti nekomu, mislim tako, ali pa da si izpita, recimo, ko greš od nekoga stran, to ta pomeni, da ta oseba bolj vleče energijo kot ti. In pač tukaj imamo tudi rešitve, da enostavno mu pošiljaš toliko energije, kolikor jo potrebuje, če imaš ti pogled, da ti lahko nekdo energijo vzame, da imaš ti omejeno količino energije, samo v tem primeru ti jo lahko kao zmanjka. Ampak dejansko ti kot neskončno bitje imaš neskončno energije. Monika, si lahko prosim izklopiš mikrofon? Ja, sem izčrpana potem, ko grem stran iz možgana, to je pa točno to, kar se dogaja, ja, tako da ti ful predlagam, Alenka, da se na kakšne temelje, da greš na temelje, če še nisi bila. Okej, kakšna vprašanja še imate? Torej, jaz mislim, da sem pač pokrila tisto, kar sem mislila. Torej, vprašanje, kaj še mogoče, koliko tokov prihodkov lahko skreiram danes? Vsak dan se to vprašite. Oziroma, koliko novih poslov lahko skreiram danes? Ja, pa kaj še mogoče, recimo z nekim projektom, s katerim se ukvarjate, kaj še mogoče, kar jaz mislim, da ni mogoče, če bi dopustila možnosti, oziroma dopustil možnosti, zato bi to ustvarilo, bi to aktualiziralo drugačno resničnost. Oziroma, kako lahko boljše kot to? 100-krat na dan, 1000-krat na dan, kako lahko boljše kot to za vsako stvar? Vsakič, ko skreirate denar, vsakič, ko sklenete posel, ko ga ne sklenete, kako lahko boljše kot to?
ko sklenete, kako lahko boljše kot to in vesolje, še več tega, prosim. Ja. In res, vse posod, kjer niste voljni biti toliko drugačni, da v tem času uspevate, vse posod, kjer se usklajujete z drugimi in tako pač, ker pač gre drugim slabo in se v njih uživljate in si vi pol to kreirate v svojem lastnem svetu, v svojem lastnem življenju, bi bili pripravljeni vse to kratkoziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys. In vse posod, kjer niste voljni biti obsojeni za to, da vam gre dober, ja, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kratkoziljon. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys. In to jaz vam povem, če imate accessova orodja, pa če jih uporabljate, ne more vam iti slabo. In vse posod, kjer pravzaprav, ja, še ena stvar, torej vse posod, kjer se dejansko, kjer mislite tako, da ste sami, da morate vse sami, namesto da bi vključili vse v svojo kreacijo, in zemljo, in vesolje, in druge ljudi, vse molekule, da vam vse prispeva pri vaših kreacijah, bi bili pripravljeni vse to kratkoziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Vse neke navidezne, torej vse, kar uporabljate, da se ločujete od drugih, torej od zemlje, od vesolja, od drugih ljudi, od vseh molekul, vsega, kar vas obdaja, bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti kratkoziljon. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts, boys and beyonds. Aha, čakaj, kaj imamo še? Meni se, aha, no, dajmo še tole pa zaključimo. Torej, meni se pri vlečenju energijskih tokov dviguje bariere. Pred vlečenjem po čistim projekcije, reakcije, je možno, da tu gre za kakšne skrite agende ali kaj drugega. Torej, pri vlečenju energije, če nisi voljan biti, torej, če nisi voljna biti ti, pa dvigneš bariere. Pri vlečenju energije moraš dejansko biti voljna prejeti vse. In večina ljudi ni voljna prejeti vse, zato pač pol dvigne bariere. Danica pravi, jaz imam v misli, da bi začela gojiti zdravilne gobe, ne vem niti speljati, vem, da zato rabim ljudi, da me lahko peljejo notri. A je to resnica ali je to laž, ki si pripoveduješ, s katero se zaustavljaš? In vse, kar je to, bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti kratkoziljon. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys. In to je spet nekaj, ne, pač na druge ljudi čakam. Kaj lahko ti narediš? Koliko pravzaprav enih projekcij, pričakovanj, nekih zgodbic si tukaj pripoveduješ, Danica? In kaj dejansko, vse, kar je to, bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokolne shorts boys and beyonds. In zdaj ne vem točno, zakaj se gre, ampak eno super vprašanje, ki je meni tudi tuno top, kako pridemo okrog tega? Namesto, da se z glavo zaletavate v zid, bum, bum, ne? Pa vas pol glava boli, rečete, okej, kako pridem okrog tega? Ne, in vam bo vesolje, energija vam bo pokazala pot okrog. Če ste voljni to prejeti. Maja, še moje vprašanje, nekdo mi je dolžan denar, ampak zaradi spleta okoliščin vem, da ne bom dobila nazaj. A se sploh lahko kaj naredi v zvezi s tem? Ja, zdaj, če že veš, da ne boš dobila nazaj, pol pač, ne vem, zakaj se pol s tem še sploh ukvarjaš. Zaključi poglavje in skreiri nov denar. Nataša pravi, super je bilo, najbolj se me dotaknila misel, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Ja, to je top orodje. Ja. Res najlepša hvala vsem vam za vašo prisotnost, za vašo energijo, kaj vse je zdaj še mogoče, na kar še sploh niste niti pomislili. In upam, da smo vsaj malo zagnali vašo raketo, a ne? In kaj bi bilo potrebno, da transformiramo posel tukaj v Sloveniji, te pravzaprav poglede o poslu, kaj če lahko posel čisto nekaj drugačnega, kaj če lahko uživate, kaj če lahko zabavate, kaj če ste lahko uspešni. Wow, kar kurjo kožo imam, ja, bi še kdo to? Ja, torej vse, kar vam tega ne dopušča, dajmo vse to vršiti iz obstoja na 3, 1, 2, 3, 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 pa dajmo še za konec eno, no, torej vse neke bolečine, ki jih imate v zvezi s poslom,
to bolečine so lahko sodbe, jeza, črvičenje v želodcu, fizične bolečine, dajmo vse to vzeti in sfrekati vse norosti in vse nezmožnosti, ki to držijo na mestu. Torej, 1, 2, frek, 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 frek. Evo, takole. In za vse tiste, ki pravijo, kaj je zdaj to frekanje, dajmo še za tiste povedati, ne? Torej, frekanje to delajo na naftnih ploščadih pod velikim pritiskom, vrtajo v zemeljske plasti in na ta način pridobivajo nafto. Torej, pol pronica nafta na površje, in mi pa tukaj vzamemo bolečine, razne bolečine, ki jih imamo, in potem s tem, torej s to uporabimo za to, da to neko nezavedanje, iz katerega delujemo, neke norosti, neke nezmožnosti, ki smo jih vzeli svoje, s to bolečino lahko razbijemo in skozi te razpoke tega pol pronicati začne zavest, in nove možnosti. Tako, evo, jaz se res še enkrat vam najlepša hvala in res, kaj vse je zdaj še mogoče. In kaj vse lahko zdaj skreirate. Ko mi čakam, da vidim in slišim. Ajde, čau, čau. Hvala. Adio, adio. Čau. Hvala.